Nocoj, kaj dogaja, pa gostimo človeka, ki ima enega najbolj kul vzdevkov, dame in gospodje, glasbenik in voditelj Dejan Kranjc, oziroma po novem Dejan Dogaja. Dejan, dober večer. Hello, dober večer, Tilen. Ja, nič nekaj. Ukradel si nam ime. Dejan Dogaja, kako se je zdaj zmenila? Veš kaj, na vsak način sem hotel priti v to oddajo. In izgleda, da ni bilo druge, kot da dobim nov nickname, da nisem več poskočni Dejan, sicer to ostaja za otroke, za mlajše, sem dal si kar Dejan Dogaja. Kako se vas zmenila? Verjamem, imaš ti svoje plane. Kako se vas zmenila, ukradel si nam ime? Veš kaj, Boš pa nesel denar v kufru? Vse veš, dan danes je marsikaj moderno, se pol oddaji zmenima, imam eno modro kuverto pripravljeno. Lej, jaz bom Dogaja, tipa... Ne vem, če bo zadost, ampak pustva. Bil si frontman poskočnih muzikantov, zdaj si odločil, da greš na svojo samostojno solo pot. Točno tako. Veš kaj, slabih 10 let smo res rasturali po celi Sloveniji, mi smo po 100 špilov na leto, ampak jaz takole pravim, če sta dva, mož pa žena, fant pa punca, ki imata otroka, skup sam zato, ker imata otroka, nek naraščaj, je boljš, da greta narazen. In na koncu je nas poskočne družili samo še muska, naši komadi, in prav je, da smo šli narazen, da smo vsi v tej časi korone in tako naprej se mečken umirili, razmislili in šli naprej. Jaz po svoje, kot Dejan Dogaja, in niti mečken mi ni žal. Lej, poskočni Dejan ostaja. Ta bo nekje jeseni začel delovati za naše najmlajše, za otroke, pesmice, videosebine, videospoti, igračke. No, Dejan Dogaja skupaj z Dejan Dogaja bandom, pa želim ustvariti nek ultimativni party band, torej nek sinonim za dobro zabavo. Ko boš v petek zvečer vprašal svoje frende, kam gremo žurat, bodo rekli, ja, valjda na Dejan Dogaja, ker tam vedno dogaja do jutra. In to smo res 5 mladih fantov, čak da ti povem do konca, 2 Notranjca, 2 Primorca, pa 1 Štajerc, in zdaj se res pripravljamo, da bomo tako do poletja res fit in pripravljeni za res prave odre, da žuramo do konca, da nam dajo zeleno luč, da nam odprejo odre in da gremo na največjo party turnejo po celi Sloveniji. Ja, te pristok Dogaja, je to samo marketinška poteza? Ne, mislim tako, kadar sem na odru, kadar sem pred kameri, pred mikrofonom, mi res Dogaja, ker se mi zdi, da takrat kar postane neka živat. Takrat hočem se raztrgati, skoraj tako Vili Resnik, skočiti gor na vsako konstrukcijo, splezati. No, ko sem pa doma, si pa podrem tale moj čopič, ne, in se tudi bolj umirim, sicer obožujem savne in tam se res sprostim noro. Pri novem komadu si šel iz narodno-zabavne glasbe v pop glasbo. Tako. Zdaj, kam recimo te pa še vleče, v kjer zvrsti? A veš, kaj si želim? In to je ravno v sklopu RTV-a, tako da mislim, da si glih pravo vprašanje dal. Jaz si enkrat v življenju želim zastopati barve, slovenske barve na Eurosongu. Res, želim si na Eurosong svojo avtorsko pesmijo, kjer bom lahko celem svetu zapel, kaj mislimo in kaj pravimo Slovenci, da bom zastopil to lepo državo. Ok, da vest. Mogoče že lahko izdaš, kdaj so ti plani, že zdaj? Ja, letos je mimo, ne, gre Sokličeva. Drugo leto, tudi po mojem, se mi zdi, da je prav, da delamo, da vadimo, da se uigravamo, da dobimo teren. Ja, le čez kakih 2 leti bom pa zelo vesel, da bom prvo povabljen na Emo, pol na Emi Rasturu, pa šel na Eurosong. Skratka, kaj bo cajt za to. Tako, nič ne silimo, nič prehiter. Kaj pa recimo dalmatinske klape? Ja, to je pa nenormalno lepo, tako kot prav moja nova pesem, če si jo že poslušal, da je malo pogoogli. Klape, veš, da v bistvu, meni se zdi, da vsak Slovenc, glede na to, da bomo z mojim bandom igrali tudi na Abrahamih, na Ohcetih, na rojstnih dnevih, veš, ko ob 3 zjutraj, ko spije kako zarce, mi zdi, da vsak Slovenc se prav poistoveti s to dalmatinsko pesmijo in da ob 3 zjutraj znajo prav vsi vse te naše južne pesmice. Se prav, imaš te komade tudi v krvi. Valjda. Poleg harmonike imamo tudi tamburico. Pote pa jaz povabim, če si za na malo teraso. Bo dalmatinska? Deva si pogledati. Deva. Subscribaj se na kanal, pa ne čakaj, če se nisi sedaj zdaj. Če pa si se, pa sedaj še enkrat, ziher je ziher.